res je, vrh slovenskega gospodarstva je pokazal, da je gospodarstvo v zelo težkem položaju. Imajo gospodarstveniki številne probleme in težave, predvsem na področju plačevanja, na področju administracije, birokracije, predolgo čakajo na različna dovoljenja od države. Skratka, poleg težav, ki se kažejo seveda tudi na tujih trgih, predvsem v upadanju povpraševanja in finančnih težav, je gospodarstvo dejansko v težkem položaju in v izredno težkem položaju. Slišali smo tudi nekaj zelo dobrih predlogov, tako z področja davčne politike, kjer je apel gospodarstva predvsem v tem, da se povečajo investicijske olajšave, kar je popolnoma racionalno in seveda tudi bo verjetno učinkovito. Poleg tega je apel za to, da se uredi pravna država oziroma da se uvede pravna država predvsem na področju plačevanja, predvsem na področju sodnih rešitev. Namreč, kot vemo, traja na sodišču spor med dvema subjektoma v Sloveniji izredno dolgo, več kot 1200 dni, in smo na vrhu, lestvice, na vrhu seveda v negativnem smislu lestvice, koliko časa se to dejansko upravlja v drugih državah. Poleg tega so določeni predlogi tudi glede finančnega sistema. Tukaj so mnenja, da bi bilo treba okrepiti predvsem banke in seveda, da bi dejansko presegli tako imenovani kreditni trg. Vsi ti predlogi in še nekateri drugi so dejansko v skladu ali gredo v smer programa Slovenske demokratske stranke. Namreč tudi v Slovenski demokratski stranki smo predlagali 10 ključnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti takoj, zato da bi gospodarstvo šlo iz krize, da bi dejansko se toliko vdignilo, da bi nehalo padati gospodarska rast, da bi nehala padati proizvodnja in da bi se zaustavila vse večja nezaposlenost. Zaradi tega sem na eni strani zelo vesel, da sem tukaj in da lahko spremljam te predloge in ukrepe, ki jaz mislim, da jih bomo nekatere z lahkoto, nekatere pa seveda so koliko težje, vendar vsekakor bomo vključili v naš program in ne samo program, ampak tudi v to, da bomo ta program dejansko tudi uresničili. Ker ni samo vprašanje programa, vprašanje danes je uresničitve tega programa in jaz mislim, da je program Slovenske demokratske stranke realističen, realen, stvaren in da je seveda tudi moč uresničiti. Hvala lepa. Hvala tudi vam.